moji družbi pa že Boris Svene. Boris, lepo pozdravljeni. Dober dan. Upam, da se dobro počutite v naši dnevni sobi. Sem šele prišel, bom na koncu povedal. Ja, za začetek, nekaj pa smo že spregovorila. Takole me doglasi tukaj. Vi ste zelo uspešen poslovnež, eden najbolj znanih in priznanih motivatorjev, leadership, tudi je ena izmed vaših tistih poti, s katerimi ste se včasih ukvarjali in se še. Ampak zdaj ste pa morda še bolj znan po Gersonovi metodi in pa avtor številnih knjig. Evo, eno imamo danes tukaj, Zdravje je v nas. Boris, še enkrat lep pozdrav. Kako bi pa morda se vi opisal ali pa predstavil našim gledalcem, tistim, ki vas še ne poznajo? Kaj vas odlikuje? Ja, lahko bi se opisal na način, da sem v življenju zelo veliko probal, veliko izkusil, da me življenje samo kot samo zelo zanima. Kakor je v tej knjigi napisan, lahko bi ločil obdobja v življenju na starega Borisa pa na novega Borisa. In tisti stari Boris je bil tako, kot ste opisala, je bil poslovnež, je bil uspešen in tako naprej, ampak istočasno človek s polno kompleksi, ker če te nekaj toliko žene naprej, je en vzrok, zakaj te toliko žene. Hočeš nekaj dokazati, Ta novi Boris, mogoče na prvi pogled ni toliko bistvena razlika, ker ne vem, še vedno imam določene iste strasti, kot sem jih imel v preteklosti, ampak dejansko pa je zelo velika razlika, kako pojmujem sebe, se pravi pogled na sebe, pogled na druge, pogled na svet. Skratka, vse jemljem precej drugače, še globi, čeprav sem že prej te stvari zelo veliko raziskoval, smisel življenja, odkot smo, kam gremo, ampak zdaj pa to mogoče še kakšno stopnjo. Ko sem brskala o vas po internetu, na začetku se vas je dalo zaslediti predvsem kot poslovneža, Zdaj pa vedno bolj kot enega, ne bom rekla ravno zdravitelja, ampak poglabljate se v življenje, v zdravje. Kje je bila zdaj ta preskok, kje je bil ta preskok iz poslovneža, v malce bolj poduhovljeno osebo, če lahko tako rečem? Tako mi rekel, kar se tiče malo bolj duhovne osebe, to sem že cel življenje. Tako da tega enkratnega preskoka ni bilo, ampak sem že s tem prišel na svet, če temu tako rečem. Recimo, ena najbolj zgovornih stvari je, recimo, ko sem bil star okrog 7 let, pa smo mulci skakali in poučili vse mogoče vragolije, in sem tako nesrečen padel, da sem si z roko nabil na žebelj in mislil, da je bil vse krvav in tako naprej. Pridem domov, moja mama, majčkeno bolj paničen človek, in ker sem bil ves krvav, pravi, joj, kaj si naredil, ti si še ubil enkrat, Pa sem takrat za takam notranjem mirom rekel, mami, naj te ne skrbi, jaz nam nikoli umrl. Wow. Ampak to je bilo tisto, v bistvu, jaz takrat seveda tega nisem ločil, ampak to je prišlo iz mene. Ampak je bila to ena koda, če jaz temu pravim koda, nekaj, kar se je sprožilo že takrat, Ampak seveda, danes vem, da takrat je bilo govora o nesmrtnosti duše, ne pa fizičnega telesa. Tako da, kar se tega tiče, me je to že ves čas spremljalo v življenju. Razni preobrati so bili v življenju, recimo tudi imel sem težko prometno nesrečo, v kateri sem se skoraj ubil. Tako da skozi nekje sem skozi življenje iskal tisto mejo. Po eni strani čutiš tisto nesmrtnost in se jo zavedaš in izzivaš, iščeš meje. Po drugi strani je pa ravno nasprotje tega, je pa en tako imenovan prvinski strah, ki ti pa nekje vseeno malo, rečemo temu, zavira, da ne greš čist do tiste skrajne točke. Tako da, če povzamem, v bistvu sem nekje že s tem prišel na svet, sem se sebe že začel globoko zavedati že v otroštvu. Kar se pa tiče same poti poslovne, recimo, odraščal sem v revni familiji, se pravi neizobraženih staršev. Rad se pohecam, oče imel 4 razrede osnovne šole, mama pa celo 8. Tako da in jasno, kar se tega tiče, me je ta okolje zaznamoval. Odraščal sem na Jesenicah, v delavskih blokih, tako da obdobje me je zaznamoval in šele kasneje z znanjem dr. Bruce Liptona, enega vodilnih celičnih biologov na svetu, sem začel dojemati, kaj se mi sploh takrat dogajalo in kaj sem prinesel. Tako da, mogoče toliko za uvod, da nam predolg. Potovali so tudi številne države, številne celine in kar je meni tako ostalo v spominu ali pa mi je postalo všeč, je bilo to, da ste bil, oziroma nekaj časa ste bil pri enem duhovnem učitelju. Ja, ne sam pri enem, bil sem pri večih. V bistvu to je eno področje, ki sem ga raziskoval zelo intenzivno.
recimo govoriva zdaj o Indiji. V Indiji sem bil večkrat, bil sem v ašramu Šri Satya Sai Babe. Za mene je definitivno to eden največjih učiteljev, duhovnih učiteljev, kar sem jih srečal. Bil sem kar 5-krat, 6-krat v Indiji, oziroma sva bila žena skupaj. Celo otroka moja sta bila 2-krat, takrat, ko sta bila še majhna z nami. Tako da tam je bilo zelo zanimivo obdobje, ko sem dejansko, smo bili v meditaciji tudi po 6-8 ur in v bistvu na način je bilo to eno odklapljanje od materialnega sveta, en drugačen pogled zopet na sebe, na svet, na druge. In to je bila zelo močna izkušnja. Druga je bila recimo, ko smo se srečali tudi staroselci, aboriđini, sicer njihovi, mi že bolj nasledniki, ne čisto tistimi prvinskimi, pa so povedali svojo zgodbo. Potem teh učiteljev, če temu tako rečem, ali pa mojstrov, duhovnih mojstrov je bilo kar precej v življenju. Moram reči, da karkoli sem slišal, kjerkoli se kaj dogaja na tem področju, me seveda potegnil, sem potem seveda šel v to raziskati, glede na to, da ste omenili, da sem bil poslovnež, denar ni bil ovira, sem pač lahko šel, kamor sem pač želel, ne. In dejansko me to zelo zanima, življenje me zelo zanima, ne. In tudi kasneje recimo vse te zgodbe, ki so nastajale iz teh starodavnih znanj in so se, bom rekel, spremenile v tako imenovan New Age, v novo, lahko rečemo, slepo ulico, ne. Mi je bilo zelo zanimivo, no. Recimo ena od stvari, ki mi je ostalo v spominu, je bilo tudi srečanje s fanti v The Secret, ne. To je zelo znana zgodba, ne. Tako da in zanimivo, no. Se pravim, odvisen, kjer o temo boste odprla, ker tega je toliko, da lahko samo posplošam zdaj malo omenim. Verjetno so vam ti duhovni učitelji veliko prinesli k vaši duhovni plati, k vašemu karakterju. Vam je to potem pomagalo v nadaljnjem življenju tudi pri vaši poslovni poti? Konec koncev ste bil eden izmed bolj znanih pri nas, pa tudi izmed meja motivatorjev, pomagal ste velikim firmam, posameznikom k njihovemu uspehu. Lejte, tlele bi mogoče citiral kar Sai Babo, ki so že Indijo prej omenila, pravi, the best guru is divine in you. Se pravi, najboljši učitelj je učitelj znotraj tebe, ne zunaj tebe, ne. In to je recimo tisto glavno vodilo, da treba se vedno obrniti vase. Tudi ko recimo, ko rečete motivator, jaz sebe nekje ne vidim kot motivatorja, niti sem se videl kdaj, zaradi tega, ker so tukaj zelo subtilni principi delovanja in odvisen, na katerem nivoju posameznika nekdo deluje. In recimo imate recimo prvi nivo ljudi, ali pa prva stopnja, ki je tudi v knjigi opisana, to so ljudje, ki so dejansko igrajo, ki so nekje pred pražnik in smatrajo sebe za žrtev. In v tem primeru je zelo zanimiv pač nekdo kot motivator, recimo v smislu you can do it, ne, ti lahko to narediš, ne, in dejansko človeka premakne iz tiste žrtve v naslednjo stopnjo, da se postavi zase, se pravi, da začne verjeti, da zmore, da on ni žrtev, da tudi on lahko to naredi. To je recimo tiste osnovne stopnje. Recimo tisto, kar mene zanima, če majčkeno preskočam, ne, ker temu bi res govorila lahko dneve, ne samo ure. Ne. Imamo čas. Ne vem, če ga imamo toliko. V glavnem, in tiste naslednje stopnje, ki so pa meni bolj zanimive, je pa tisto, ne da človeka tisto kloftaš, motiviraš na odzunaj, ampak da je tista nežna energija srca, se pravi ne mentalna energija, ne besede, ne določene skakanje, tolčenje, ne vem, karkoli, zaznava določenih občutkov in tako naprej, ampak da dejansko človeka obrneš vase. Se pravi, da on znotraj sebe najde tisto pravo. Ker, a veste, ta princip recimo je, če ponovim, prva stopnja žrtev, ne? Se pravi, prva stopnja razvoja, ja, tukaj nekdo mora priti navzven in te motivirati in ti dokazati, da zmoreš, da si tudi ti, ampak to, kar so prej že rekla, ti to zmoreš, you can do it, ne, to je še zelo daleč od tistega pravega. In dejansko, se pravi, prva stopnja je predpražnik, potem, kako delujemo ljudje na tej stopnji, se pravi, to je stopnja, ko dejansko mislimo, recimo, tukaj se jih večina ujame, tudi ljudi, ki gre v Indijo, razni duhovni učitelji, grejo k raznim duhovnim učiteljem, ker dejansko smatrajo, da bodo tako, ne vem, kot mati Tereza. Se pravi, oni sebe že vidijo, da so na pol razsvetljeni, ali pa že čist, ne? So pa v bistvu predpražnikšče in iščejo tisto svojo identiteto.
tisto svojo pravo karizmo. Ne? In dejansko predpražnik pomeni, da naredi vse za druge. Se pravi, ima nekje ljubezen do drugih, ampak nima tega do sebe. In dejansko kupuje ljubezen na ta način. In tako izgledajo ljudje, ki so vedno na razpolago, vedno pripravljeni pomagati, sicer tega zdaj ne smeva posplošati, ker so tle zelo subtilne ravni. Ampak ljudje, ki radi pomagajo, so velikokrat tisto kupuje ljubezen, ker sami v sebi nimajo, kupujejo odobravanje. Govorim iz lastne izkušnje, ker sem odraščal v taki familiji. To je to. In potem dejansko v praksi ugotovijo, da tega na ta način ne dobijo, da ljudje izpadejo tako, ker to še ni tista univerzalna resnica. Izpade, da so taki ljudje vedno izkoriščeni. In slej ko prej reče tak človek, reče tako, zdaj imam pa jaz tega dost. Skozi pomagam, dober sem, v svet vsi nekaj zaračunavajo, jaz delam brezplačno, sem čist brezpogojen, ampak zakaj zmeraj jaz, zakaj trpim v življenju, zakaj imam nesrečo, zakaj je moj otrok bolan, kako je to možen? In potem dejansko pride do nastopne, ko reče, se me ljudje sami izkoriščajo, to je brez veze. Jaz ne grem več tega. Sosed je bil zdaj na Havajih, ima super avto, ima hišo, mi komaj se prebijemo, za položnice nima, zdaj pa jaz tega dost. Zdaj pa tudi jaz šel v podjetniške vode, zdaj pa jaz tudi zaslužil denar in to. No, to je ta faza, you can do it. In tle večina motivatorjev prebije do te faze. Torej, in človek se postavi vase, ampak tle je šele začetek. Človek se postavi zase, to je zelo naporno stanje, primerja, potrjuje, dokazuje. Se pravi, jaz moram drugim dokazati, da sem vreden ljubezni, dokazati moram, kako bom dokazal v materialnem svetu, da imam denar, da sem slaven, da me spoštujejo in tako naprej. Ok, rekel sem, da je to naporen. Kaj se potem zgodi? Zgodi se, ker je ta faza toliko naporna, ta stopnja v življenju, da dejansko ali zgodi se dvoje. Prvič, ker zgubimo ponovati prijatelja, ker reče, a tak je on. Skozi je bil prikrit, skozi se je šel enega dobrodelništva, v bistvu ga je pa denar zanimal, zdaj ki pa dobil šanso, zdaj pa v bistvu, zdaj pa tak pa drugi. Torej, tak človek zgubi svoje prijatelje in gre ali nazaj v predpražnik, se pravi, da pride pa reče, sorry, ne vem, kva mi je bilo, sem imel težko obdobje, kaj rabaš, se ti z veseljem pomagal. Ker še en dan nazaj mu je rekel, kaj, da bom prišel zastonj k tebi delati, jaz tudi rabam denar, kaj s tabo? No, in potem pride nazaj in reče, sej ni, ne vem, Martina, ne vem, kaj mi je bilo, no. Sej, kaj rabaš ti sam povej, veš, da za tebe sem pa zmeraj razpravljal. To je, se pravi, zdrkno nazaj v tisto stopnjo ena. In tak človek bo spet rabil enega zunanjega motivator, recimo. Ali pa, da je ta človek iz stopnje 2 šel v stopnjo 3. Razvojno stopnjo, govori o razvojnih stopnjah. To je pa sproščanje napetosti. Ker se je dokazoval, potrjeval, primerjal in hotel dokazati, da je najboljši, je to zelo naporen in utrujen. Tako vidimo, recimo, v prejšnjem sistemu, v socializmu, recimo so bili določeni gostilničarji, se pravi, ki so imeli svoje gostilne in so skozi garali od jutra do večera, in potem so mladi rekli, ta mama, pojta vidva majčka na dopustno, in ste jim pila toplice oziroma plačala toplice in vse ste jim dala, in kaj se je zgodilo 14 dni recimo? One dva sta bila 2-3 dni v toplicah, nista več zdržala in sta prišla nazaj, pravi, mi da ne mora kar ležati, toliko je tega za narediti. Se pravi, bila sta v stopni sproščena napetost, se pravi trojki, v stopnji 3, ampak niste zdržala in ste šla nazaj v stopnjo 2, zopet grad. No, zdaj pa zelo pomemben. Tukaj je tista prelomnica, lahko bi rekel med duhovnim pa materialnim svetom. Simbolično govorim vse. Zdaj pa lahko bi pa te dva človeka, oziroma te dve osebi, mož žena v tem primeru, šla pa v stopnjo 4, razvojno stopnjo 4. To pa pomeni obrat vase. Ko reče, ko sem bil predpražnik, so hodili po meni, brisali noge v mene, so me izkoriščali, to ni to. Potem sem se postavil zase, sem šel v podjetniške voze, sem se dokazoval, sem pač vse v tej smeri naredil. To je bilo tudi tako naporen, to je bilo trpljenje, ne želim trpeti. To ni smisel življenja v trpljenju. Potem je šel, ali pa šla v stopnjo sproščene napetosti, in zdaj so pa rekli v stopnji 4, se pa človek vpraša, kateri so moji resnični talenti. Se pravi, obrat vase. Ko se vprašaš, kaj je moje poslanstvo, kateri so moji resnični talenti, kaj se v življenju res želim, kaj je to tisto, kar moje srce pravi, ne mediji ali kakorkoli, pa brez zamere, zdaj smo v mediju, v etru, ampak kaj je tisto, kar moje srce pravi. No, to je pa zdaj tisti velik korak. In potem, če taka, zdaj me zmrzil, tudi lahko povem, kaj to pomeni, če človeka zmrzi, dejansko, ko se človek obrne vase, potem gre pa lahko naprej v stopnjo 5, to je pač tista najvišja razvojna stopnja, in dejansko upravljanje življenjskega poslanstva. Upravljanje naloge, zaradi katere se je človek rodil. Zdaj pa, če povzameva,
Se pravi, oblast na stopni 1 pred pražnik je prišel nekdo, ta ameriški način motivacije, you can do it. Ne? Vse lahko naredim, kar si izmislim, da greš v stopnjo 2, ampak roko na srce. A res lahko narediš vse, kar se odločiš? A se jaz res lahko odločim, pa sem zdaj najboljši kirurg, imam zelo veliko vztrajnost, zelo veliko voljo, ampak nimam šans teoretičnih, kaj šele praktičnih, da bi to bil. Se pravi, ti zmoraš vse, je super na tisti stopni razvoja, da izpred pražnika, iz žrtve se človek premakne in vzame svoje življenje v svoje roke. No, zdaj pa prišla tudi do simbolike bolezni. Ker tudi tukaj večina ljudi še zmeraj v tisti stopni, ko dejansko reče, lej, bolan sem, zdravnik si, prosim, pozdrav me. Ja. Ok, imam, ne vem, tumor, gospod kirurg ali pa gospa kirurginja, prosim, dajte mi ga odstraniti. V bistvu počasi pa prihajamo do stopnje zavedanja, da ne zahtevamo od zdravnikov nemogoče. Ker čisto simbolično, kar je bilo že velikokrat povedano, pa se bom samo ponovil, ker je to iztočnica za naprej, desetletje delaš traparije s svojim telesom, s svojimi misli, s svojim načinom življenja, a zdaj pričakuješ od ene tabletke ali pa od enega zdravnika, da bo pa vse to neutraliziral, teh 20-30 let neumnosti in bo karkoli. Se pravi, to je predpražnik. Tisti moment pa ti vzameš svoje življenje v svoje roke, se pa začneš zavedati, da je zdravnik tvoj partner. In zdravnik, ki je življenje po svetu, pač medicini, on ima pač ogromno znanja, ima to poslanstvo in on dejansko je lahko partner na tem področju. Ampak poglejte, recimo, če zdaj v bistvu ti delaš po domače rečeno svinja z mehom, svojim telesom, ja, lahko začasno pride do olajšanja simptomov, sam ne pa rešitve vzroka. To je recimo na enem nivoju. Ne? Tako da recimo, če greva zdaj nazaj na čisto izhodišče, ta motivacija, motivator in vse to, zato sebe nimam za te. Ker mene res ne zanima ljudi, če zdaj grobo rečem, kloftati okolo šest, da je postavil se zase, ti zmoraš. Pa, a veste, tista zunanja motivacija zelo hitro zbledi. Človek pride na tak seminar, vse je mogoče. Res dobiti so občutek, da je vse mogoče. In tam so zgodbe uspehov. Jaz sem bil to, sem bil zidar, zdaj sem milijonar, jaz sem bil to, zdaj sem ne vem kako uspešen. Ja, ampak to si ti. Vsak človek je unikatno bitje. In recept za njega ne pomeni recept tudi za drugega. Recimo, ne? To je zelo pomembno. Koliko ta pregovor, za vsako bolezen raste svoja rožica. Se pravi, dejansko se vsak tudi pozdravlja na svoj unikaten način. Tako da, recimo tisto, kar mene res zanima, je, ko so ljudje prišli že izpred pražnika, iz dokazovanja, potrjevanja, jaz sem najboljši, gledajte me, čutite se mi in tako naprej, do te sproščene napetosti. Me zanima, ljudje, ki so že te stopnje naredili, ki so že šli skozi in ki se obračajo vase, rečejo, čakaj malo, tukaj nisem, da se naučim nekaj novega, ampak da mogoče ogromno balasta pozabim, ki ni smiseln. In taki ljudje, ki se obrnejo vase in ki res želijo poiskati zglobi bistvo, no tlele sem pa jaz lahko veliko opora, pa ne sam jaz, tudi moja žena. Ne. Recimo, še vedno oba ukvarjata s tem? Recimo, da se ja, midva sva zdaj, se pravi 28 let sva že skupaj, ne. In dejansko je moja žena je res univerzalno bitje, življenjska sopotnica, ki me spremlja pri vseh svojih projektih, vedno mi je podpora, glede na to, če astrološko rečem, je dvojček, se prilagodi, prelevi vse, kar se je pač potreben. To je bilo toliko in toliko let, potem je pa najde svojo pot, profesionalno astrologijo, ne govorijo o tej dnevni astrologiji, in študirala na Keplerjem inštitutu že nekaj let. In dejansko je fascinanten to, recimo, ko sem delal svoje svetovanje, imam zelo dobro intuicijo. Tam so mi povedali, da imam astrološko gledano, da imam intuicijo res center galaksije in je res dobra, ne, in res dejansko vidim stvari vnaprej in sem jih že zdavni napovedoval, kaj, kako in tako naprej, ampak ne, da sem zdaj en prerok delač od tega. Ampak recimo pri njej je pa to tako, da dejansko potem, ko sva začela sodelovati na tem nivoju, dejansko, tako je že Pitagora rekel, oče matematike, ne, števila so edini način, kako pogledati Boga iz oči v oči. Dejansko celo vesolje je matematika na način. Ne? In dejansko preko števil ti lahko poveš vse. In fascinantno je to, recimo, če greva zdaj nazaj na to 4. stopnjo, da recimo moji ženi Mojci, ne, daš samo dan, mesec, leto rojstva, kraj rojstva, uro rojstva, pa seveda ime pa priimek, pa ti dejansko ne rabite nikoli v življenju videti in ti pove vse o tebi, o preteklih življenjih, sedanjih in kar je najbolj pomembno, ne, poveti lahko severni karmični vozil, to pomeni tvoje poslanstvo. Ne?
Boris, tukaj le umazali, samo za par trenutkov prekinila. Zato, ker sledijo oglasi in zdaj gledalci, stanite v naši družbi z Borisom, imamo še veliko dobrega zapovedati. Verjamem, da vas je še sedaj prepričal, ne? S temle, potem pa še nekaj o njegovih knjigah, o eni bolezni, malce manj prijetni in pa Gersonovi metodi. Ravno sem Borisu razlagala, da ponavadi v režiji, pa naši kamermani vsi nekaj oprezajo okoli ali pa še kaj govorijo. No, danes, ko je Boris v naši družbi, smo vsi čisto tiho in ga gledamo, poslušamo, upijamo to, kar govori. Boris, odlična družba ste danes. Hvala. Mimo grede, vam kaj ponudim? Smuti morda? Naravne stvari obožujem. Naravne stvari obožujete. Vidim, da imate kalčka že tam napisanega, tako da ne bom zdaj neuljudna. A imamo kakšno lepo skodelico? Boris, se niste občutljiv, ne? Samo da je... Sploh ne. Martina, se prej govorila o teh stopnjah razvojnih, ne? Ja. In ko se ti v bistvu stopnja ena, se pravi predpražnik, potem si zelo tisto, pač pustiš, da obrišejo noge ob tebe, ne? Se pravi, karkoli mi v tedaj sem zadovoljen, bi to tako zbijal v tem primeru, ne? Evo, dala sem vam... Samečkan, in to je tisto, kar je zanimivo, recimo, hotel sem sami stolčnico povedati, in to je tisto, kar je na prvi stopni, ampak na višji stopni se pa ti zaveš, da je vse darilo, ne? Na četrti, petmi. Ej, super, hvala. To je smuti, ki sem ga zmišljala malce prej, tako da upam, da vam bo všeč. Jagode, kiwi, banana. Odlično. Jaz zmeraj povoham, ker moram reči, da ko se enkrat raztropiš, imaš vse tvoje, bom rekel, čute, zaznave, imaš zelo subtilne, zelo začutiš, recimo von konkretno, ne? Se pravi, nikoli ne pojem, da ne bi prej povohal, ne? Diši? Ja, ful, super, ne? Pa te sem dobro opravila svoje delo. Odlično. Evo, Boris, vi kar v miru. Leta 2003, če imam jaz pravo letnico, je pri vas bila tudi ena velika prelomnica v življenju. Še ena, ja, še ena od številnih, ne? Takrat ste zboleli, drži? Ja, takrat sem dobil prvo diagnozo in sicer karcinom, to je na koži, pač rak, ne, klasika. In glede na to, da sem že cel življenje v bistvu nekje se zdravjem ukvarjal. Ko sem prej mojo mojco ženo omenil in astrologijo, jaz takrat nisem niti vedel še, šele potem sem s časoma zvedel, nekaj let po bolezni, da v bistvu, da imam poslanstvo na področju zdravja. To je bilo tisto fascinantno, nekakšen poslovnež ali karkoli. Pač to je bila tista faza, stopnja 2, ne, ko sem se rabil dokazati, da sem vreden ljubezni in tako naprej in tako naprej. Ampak 2-3, se pravi, je bila ta prva, je bila karcinom, se pravi rak na koži. In kako je to izgledalo? Prav zanimivo, ne? Ravno takrat sem šel v Ameriko in predtem se mi tukaj na prsih se mi naredil, oziroma na sredini, tle, ki je ravno srčna čakra, ne? Se mi je v bistvu energijski center srca, ne? Se mi naredila ena taka rana in se je odprla in je krvavel ves čas. Sem rekel, meni bilo jasno, kaj se to dogaja in pač dobro, grem k mojemu splošnemu zdravniku, pa sem malo zamrznila, pa sem malo to, ampak to se kar ni hotel zaceliti, ne? Jaz sem bil takrat v super športni formi. To je tisto, kar je najbolj zanimivo, ne? Se pravi, sem parkrat na teden tekel po 10-15 kilometrov, ogromno atletike, gimnastike, vseh teh stvari sem počel, ne? Tako da to mi je bilo prav presenetljivo, ne? In da da jaz ne bi živel zdrav, to se mi zdelo čisto absurdno. V bistvu sem bil tudi lastnik fitness centrov, te stvari sem poznal, tako da to je bilo tisto, ne? Potem se to ni hotel zaceliti, takrat grem v Ameriko, pridem nazaj, čez mislim na 14 dni, še kar, potem se pa s časoma se pa začeli še na drugih mestih pojavljati, ne? In naprej mi začela me koža zelo srbeti in tako naprej, tako da potem jasno, ker se ni zacelila, so bile manjše operacije, takšne in drugačne, pač da se odstrani, pač histologija je potem potrdila, da je to pač kožni rak, ne? In tista beseda, kožni rak, ne? Wow! Še en izziv, ker ponovadi v življenju mi je ratovalo vse te izzive reševati in mi je bil izziv, se super. Zelo zanimivo, ne? Ponavadi vsi pridejo v eno fazo najprej začudenja, žalovanja, zakaj ravno jaz, zakaj se to zgodi ravno meni, ne? Vi pa ste to sprejel kot izziv. Martina, čista stopnja 2 sem bil. Stopnja 2 pomeni, sem najbolj pameten, se hočem dokazati, sem uspešen, you can do it, jaz moram, kar se spomnim, tako da ni problema, to se pravi, sem rekel, otročil sem bil predpražnik, ki so vsi pač zasmehvali, neizobraženi in tako naprej, jasno postavil zase in zdaj to bomo zrito, ni problem, najdemo zdravilo za raka, to jaz, kar se lotam, vse zmorem, čist ameriški način. Tudi predaval sem takrat, dosti sem tega znanja iz Amerike pobral in sem predaval tudi v tem smislu,
kar se zamisliš, vse lahko narediš in tako naprej. Ok, to je bila stopnja 2. Potem, par mesecev kasneje, sem dobil, mislim, te dobre 3 do 4 mesece kasneje, sem dobil pa eno tako črno, grdo, res grdo piko v zadaj na sakralnem delu. In jasno, grem spet k mojemu kirurgu, pogleda, izreže v zdravo, da pač na histologijo maligen melanom. In takrat mi je rekel, Boris, veš, jaz se bom ozrital, niti vedel nisem, kaj je maligni melanom. Ne. Pač takrat je bila informacija, da to dobiš, če si svetle poti. Mislim, da je to velikrat pogosti vzrok in si preveč na soncu in tako naprej. To je tisto, kar sem že vedel. Ne. Ok, maligni melanom in ok, bomo zrihtali, ni problema, potem pa prav, ja, Boris, ampak veš, da jaz sem pacienta že v pol leta zgubil za tako diagnozo. Upa. To je bila pa tista, ki sem rabil, če gremo kar po tisto v stopnjo 3 sprostiti napetost, ker to je bil pa šok. In potem pa počasi tisto brat vase. No, in potem so se začela čez krajša, ker ta zgodba, ljudi zelo zanima ta zgodba in ponovadi na seminarju tudi daj po 2 ure govorim to zgodbo, tako da danes 2 ure sigurno nimava, ne. V glavnem, in potem normalno se obrneš vase, rečeš, čakaj, to pa nekaj in sem začel na tem aktivno delati. Se pravim, da sem že prej zdravo živel, saj mislil sem, da zdravo živim in tako naprej. V glavnem, in sem probal vse živo. Šel sem do psihičnih kirurgov, to recimo primer, ko dejansko gre z roko v tvoje telo, brez kirurških pripomočkov, inštrumentov in se dejansko telo odpre, vzame tumor ven, se telo zapre. Vse te stvari sem probal, potoval, tudi še enkrat sem šel v Indijo in tako naprej, ampak leta so tekla, bil sem še vedno maksimalno poslovno aktiven. Kljub bolezni? Kljub bolezni, takrat mogoče sem bil sploh še najbolj uspešen. To je tisto, kar je najbolj, jaz temu pravim, Bog ima res misel za humor, ne. Se niste hotel, ne vem, zmesti, ali se hotel bolj zamotiti s tem, da ste tako aktivni? Tako je, v bistvu na en način, bom tako rekel, še vedno je bil tisti stari Boris, še vedno sem imel tiste stare vzorce, ta stari pogled na se, na druge, na svet in v bistvu sem z boleznijo želel narediti obvoznico v življenju. Se pravi, po domače, grem pač tukaj cesta zaprta, naredim obvoz in se vrnem na star način življenja. Ker ta star način življenja, saj mislil sem, da je to idealen, ker pač poslovno, konec koncev je eden od, ne vem, če ste to zasledili, ste rekli, ste raziskovali po internetu, ampak eden od glavnih akterjev The Secret zgodbe, dr. Joe Vitale, mi je v bistvu leto predtem, preden sem prvo diagnozo dobil, izdal knjigo, najino knjigo z Nikolo, Bogatstvo in nas po celem svetu. In je bil založnik, v bistvu eden od najbolj znanih, The Secret best-selling #1 avtor je moj založnik. Se pravi, kaj češ si zamisliti, kot če v narekovaju rečemo ni bogi Slovenček, kaj češ si zamisliti še več, ne? Tako, torej, kar se tega tiče, zato ta obvoznica. In to mi je bilo, jasno, da mi je bilo všeč. Konec koncev tisti ubogi fant, revni fant, se je dokazal, uspel mu preko vseh limitev. No, v glavnem, tudi recimo, če gledamo pri nas, knjige so se prodajale in tiskale v takih nakladih, da javno danes ne bom omenil, ker so ta naklade, da res so bile velike. No. Lahko si preberete na internetu, tudi jaz sem. Ne napiše nikjer tega. Nekje je bilo malo omenjeno, če se jaz spomnim na članku, ne? Ni bilo, se lahko ugibate, koliko so bile naklade, ampak... Kje sem sledila, je bilo res veliko število, no? Ja, sej na tem smo ostali, na velikem številu, ne? No, v glavnem, in ta obvoznica je bila tista, ki sem jo hotel narediti. Samo začasno poštimati, rešiti posledico, ne vzroka, in se vrniti v ta način in še bolj razvijati stvari. Se pravi, sem bil, če gre zdaj po tistih stopnjah, čista stopnja 2. Primerjam, potrjujem, dokazujem. No, v glavnem, potem leta so tekle, jaz počas sem mislil, kar je kar nekako tako bilo, mirovali, sej več teh karcinom operacij, manjših je bilo, ampak nič takega resnega. No in dejansko tudi ta maligni melanom je kirurg izrezal v zdravo. V bistvu, in ker je bil toliko ljubeč, toliko srčen, govoriva o enem naših najboljših kirurgov, dr. Fabijanu, je potem, ko je izrezal zdravo, je rekel, Boris, za vsak slučaj grem še enkrat, čeprav je že pokazal, da je izrezano zdravo še malo globi, da ja ne bo kaj ostalo, da ja ne bo kaj metastaziral, da bo kam kaj ušlo. No, ampak v glavnem, leta 2006, 3 leta kasneje, se je ta maligni melanom razsejal na limfni sistem, in v bistvu mi je začel v predelu dimela rasti tumor, Se pravi, in ko sem takrat naredil histologijo, je bilo jasno, maligni melanom na limfah,
In to je pa že pomenilo, če je že takrat bilo rečeno, da je izgubil pacientov pol leta, ki je imel maligni melanom, da to je pa še malo bila resna zadeva. No, skratka, počel sem vse živo, probal sem vse narediti, karkoli se da in nič ni delovalo. Se pravi, rekel sem si tako, uporabim vse znanje klasične medicine, vse znanje alternativne medicine z enim namenom, ne da afne guncam, pa se točem po ramenih, kako sem se pozdravil, ampak da se pozdravim. Ker takrat se je šlo pa za res, ker pa ni bilo več šale, ne? Ja. V glavnem, nič ni delovalo. Šel sem še k psihičnemu kirurgu v Angliji, Stevenu Turofu, jaz sem bil pri njemu že z ženo, sem bila že pred njim v Slovenijo, prihajal. Poznam njega, včasih je prihajal v Slovenijo. Ja, se še prihaja. V glavnem, midva sem bila tam mogoče nekaj let pred njim prvič prišel v Slovenijo, ne? Če on lahko kaj naredi, ne? To je bilo tisto zadnje, preden gre na operacijo. Ja. In sem imel, reče temu abonma, kolega Nikola Svavtor je šel z mano, 3 dni sem bil pri njemu in ni deloval. In jaz takrat tega nisem razumel. Ko sem odhajal, sem rekel, Steven, kaj ne pa zdaj naredim? Je rekel, jaz bom s tabo, saj baba bo s tabo, karkoli se boš odločil, bo prav. In jaz sem takrat ratal jezen. Ja. Rekel, čak malo, zdaj mi nisi mogel pozdraviti, jaz sem še vedno izhajal iz tega, da me more nekdo drug pozdraviti mene. Takrat, če nisem prišel do teh resnic, globih, sem bil jezen, ne? In sem rekel, ok, ni mu uspel, zdaj pa kaj mi pomaga, sem tlele, zdaj ne rabiš več biti z mano. Ne? Yeah. In potem, ko se vračam, glih na letališču v Angliji sem bil, dobim klic iz onkologije, a je vse v redu, boste prišel, ne? Sem rekel, ja, ne. No, je pa, ves čas so bile pa ene določene znamenje, žal danes nimamo časa o znamenjih govoriti, pa zelo pomembno področje. Skozi so bile, ves čas so bile na znamenja. En božanski dotik, jaz temu pravim, ko mi skozi pokazali, da pa lahko sem optimist, da se bo dobro končalo. Recimo, ko sem prišel dr. Fabijanov prvič, preko kolegice je zrihtala v bistvu, temu se reče preko veze, ne. Ta prvič sem prišel, sem videl razglednico pri njemu Osaj babek maha, ne, ker tudi on je hodil k Osaj babek. Recimo, potem recimo, ko je ta moj onkolog, čudovit človek, sam želi, da ga ne omenimo, ker prav sem v klasični ustanovi in pač reklama meni bolj škoduje v tem primeru, kot pa koristi, čeprav v knjigi napisano, ne, kot zahvala, ne. Tisk se bo potrudil, bo že zvedel, kdo je, ne. Čudovit človek in on je to knjigo bogatstvo, in ki so bile te enormno velike naklade, je knjigo prebral in bil navdušen nad njo. In je on takrat, ko sem rekel, a lahko mi da narediva še enkrat histologijo, še enkrat pregled, ker zdaj sem bil v Angliji, pri psihičnem kirurgu, včasih se zgodi, da iz maligne se to spremeni v benigen. Ja. In ko sem prišel na sprejem, so še enkrat naredili, res, moram reči, kakorkoli imajo veliko ljudje za povedati, takšne in slabe izkušnje, jaz z onkologijo imam čudovite izkušnje. No, res so se potrudili. No, to sem želela tudi izpostaviti, ne, da ponavadi vsi rečejo klasično zdravstvo ne, če mi do zdaj niso mogli pomagati pa nič, pa grejo pol alternativo in tam nekje obstanejo. To pa je zelo pohvalno, ne, glede na to, da ste... Lejte, kar se tega tiče, prav v temu je kar en del knjige Zdravju nas posvečen, pa v bistvu pravzaprav mogoče lahko izpostavim, da se v bistvu dobi tudi brezplačna knjiga na naši spletni strani zdravjunas.si, ki ravno za ljudi, ki dobijo hudo diagnozo, lahko preberejo tiste prve najbolj nujne korake, kaj narediti. Zdravju nas prvi korak je naslov. To se je vsak lahko brezplačno dal potem. Zakaj? Ker to, kar ste zdaj rekla, eni se odločijo za klasično medicino in je to v redu. Se pravi, je šel k zdravniku, predal svoje pač življenje, njegove roke, mu zaupa, super. Nekdo drug je rekel, ne zaupam klasično, grem alternativno. In je pač spet nekoga najdu in mu zaupa in je na nek način tudi v redu. Potem najslabše pa tista varianta, ko človek reče, jaz grem pa na internet, jaz bom pa sam najdel svoje zdravilo. In tukaj noter je prav razložen, kako v bistvu, kakšne nevarnosti so tukaj. Recimo prvič, ko ti se odločaš, da boš sam zase najdel zdravilo, greš na svetovni splet, na res široko avtocesto in najdeš neskončno informacij, kjer je prava. In potem, ko se vprašaš, kaj je tisto, kar iščem, kaj je tista prava informacija, katera je tista prava. Komu verjeti, se postavi osnovno vprašanje. Tle je že velik X. Zelo velik X. Zakaj? Tukaj ni vprašanje, komu verjeti, ampak je temeljno vprašanje, v kaj jaz verjamem. Noter je razloženih teh 5 subtilnih ravni vpliva na človeško telo in vsak dostopa lahko na drugi ravni. Se pravi, tisto, kar vi verjamete, jaz mogoče ne verjamem. Torej, ta 4. nivo, če malo preskočim, ta kvantni nivo,
vpliva ravni, nimamo časa razložiti, ampak je tisti moje misli, moč mojih misli. Kvantna fizika recimo lepo dokazuje, da atom, ki ga opazujem, se obnaša drugače, kot če ga ne opazujem, recimo, ne? Skozi pač določene naprave. No, in recimo to je ta nevarnost. Ne komu verjeti, ampak kaj jaz verjamem. Zdaj pa, komu verjeti, recimo, imate zdravnike in zdravnike. Imate zdravnike, ki nikoli niso delali s pacienti, ampak obvladajo marketing. In ko boste vtipkali na MRK, pa zdravljenje, bo njegove strani vrgel prve ven. Imate pa zdravnika, ki je cel življenje po svetu res človekoljubno in ga ne zanima ne posel in to, ampak res dela s pacienti, res ima znanje in ne pozna pa marketinga, njegovo spletno stran bo vrgel na testoto šele. Nikoli ne bomo prišli do nje. Recimo, to je ena od nevarnosti. Ne? Potem so še nevarnosti, kot recimo, ko človek najde eno metodo, ko tega ne ve. Reče, to se pa sliši super, to. In zdaj pa tako, se tukaj na začetku je v tej knjigi opisan. Vsi, ko greš na internet, ko vtipkaš rak, vsi imajo 95% ozdravitve, pa 90%, pa 97%, pa se res počutiš kot največji tepat, če temu tako rečem, zakaj je sploh kdo še bolan, če je to teh ozdravitev, ne? In kaj se zgodi potem? Dejansko se navdušaš na metodo, se lotaš, potem pa recimo vztrajaš na njej 14 dni, se to ni to, pa greš na drugo metodo in ti zmanjka časa in umreš. Ali pa naslednja varianta, da dejansko da postaneš profesionalni zbiratelj informacij, ne narediš pa nič. Se pravi, dobiš ogromno informacij, si cela enciklopedija, se celo kregaš z vsemi, napadeš klasično medicino, alternativno, ker ti si najbolj pameten, ampak ti umiraš. In na koncu spet zmanjka časa in umreš. To so recimo tisti brezplačniki zraven nas prvi koraki, ko dejansko lahko ljudje si to preberejo in to je tukaj veliko opozorilo. No? Tako da recimo, kar se tega tiče, če gremo nazaj na onkologijo, jaz sem imel, ta moj zdravnik je bral to knjigo Bogatstvo nas, kot sva rekla, in je bil navdušen nad njo in je nekje pač videl, da na življenje malo bolj široko gledam in mi dal to možnost. Ampak potem, ko je bila še enkrat histologija ista, maligni melom, so me pač sprejeli in potem se je pa začel, ne. Ste nekje izjavili, da vi ne verjamete na ključja, ne? Da se vse zgodi z nekim razlogom. Namenom, ja. In vi takrat niste želeli ravno zdraviti samo simptome, ampak ste poiskali vzrok te bolezni, ne? Tako sam pri sebi. To ste zelo odlično povedala. Ker, glejte, imate več nivojev vpliva na telo. Recimo imate čisto na fizični ravni, recimo, to so fizični procesi, ko nekdo, recimo kirurg, dostopi do našega telesa, recimo tam je jasno, da pač so ločene mišica, kite, vse to jasno se vidi, ne, vzrok, posledice se tudi vidi, recimo točeš skladben, se udaš po prstu, posledica je zatečen prst, vzrok je pa kladivo, ne, in tako naprej. Tako da to, recimo, to so te nivoje pristopov, ne. Ampak na ta, recimo, subtilni, že drugi nivo, ki je celični nivo, so tako imenovani razni celični procesi, biokemični, ne, dejansko je pa že recimo primer hrana, razstrupljanje. To je tisto, kar mi dnevno vnašamo recimo vase, ne. In to je ena raven, ko se dejansko, ko začneš o teh stvareh malo več zvedeti, dejansko zveš, da mogoče ogromno stvari, ki jih pač konzumiraš, tvoje telo ne sprejema najboljše. No, potem so še druge ravni, kot ta, zaradi tega, ki sem štartal, ta kvantna raven, je pa ta, kaj mislim, kakšen imam pogled na svet, na druge. Recimo, kar se tega tiče hrana, ko se začneš razstrupljati s hrano, oziroma ko se začneš razstrupljati tudi na drug način, to je zelo lahko diktirati. Jaz se odločam, a bom to dal v usta ali ne. In to je zelo preprosto. To lahko jem, to ne smem, to lahko pijem, to ne smem. Dočim razstrupljanje svojih misli, se pravi, govorijo o vzroku, je pa druga zgodba. Se pravi, kakšen imam jaz pa pogled nase, na druge, na svet. To je tako imenovana nova smer epigenetike, to je utemeljil dr. Bruce Lipton, en vodilnih celičnih biologov, in on je dokazal, da geni so recimo geni, ne, ker v večini primerov rečemo, geni so tisti, zaradi česar sem zbolel. Recimo, v moji familiji imajo vsi raka in logično, da ga jaz tudi imel, ne. V tej familiji ga pa nimajo, je pa vse ok, ga pa nam imel, ne. V bistvu je dokazal, da geni so samo 5%. Ostalih 95%, tako imenovana epigenetika, je pa okolje. Zanimivo. Dokazal je celo, če se predstavlja ena družina, v kateri imajo vsi raka, govorimo o prednikih, in se tudi pričakuje, da je otroci imeli raka, ne? To je ena družina. Druga družina pa nima nobena raka. Zdaj pa kaj je zanimivo? Če bo iz te družine, ki nima nihče raka, da bo ta družina posvojila otroka iz nerakove družine,
ima ta otrok enako možnosti, da dobi raka, čeprav noben prednik raka ni imel, kot pa ta familija, v kateri imajo vsi raka. Se pravi, pogled na se, pogled na druge, pogled na svet. Se pravi, okolje. Recimo, v tej knjigi Bogatstvo, v prejšnji knjigi, ki ste prej omenila, je zelo en dober poglavje, v katerem pravi, povej, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Pa sem zadnjič iz tega slišal na radijski oddaji en zelo dober štos, verjetno iz te knjige ali pa kje drugje, ne vem, je rekel, s kom se pa jaz večinoma časa družim? Z računalnikom. Ok, torej sem jaz postavim počas računalnik. Kaj hočem povedati? Se pravi, to okolje je tisto, ki nas določi, determinira. In recimo so šli še s tem raziskavam še veliko globje. Šli so recimo to globok, da so dokazali recimo, da otrok je maternici, se pravi embrio, še zarodek, se preko tega kemičnega koktejla, se pravi, ko se hrani preko krvi in mame in tako naprej, dejansko že od nje prevzame cirka 50% njenega pogleda na svet, se pravi na sebe, na druge, na svet. Se pravi, prevzame že v maternici njene vzorce in zato je toliko pomembno. No in če greva, da bi res veliko lahko govorila, okolje do 6. leta potem otroka zaznamuje močneje kot vse ostalo. To pomeni, da 5% je tistih zavednih procesov, 95% je pa nezavednih procesov. Se pravi tisto, če se mi ne zavedamo, in ti procesi so milijonkrat močnejši od zavednih. In ko nekdo zdaj pride, pa zelo jasno razloži, pozitivno razmišljaj, to je samo 5%. Kaj pa ostalih 95%? In to je zdaj tisto, kar sem se jaz mogel potem lotiti, obrniti vase, jeti v svojo otroštvo, jeti v svojo preteklost, raziskati vse te vzorce, kaj se je dogajalo, odkje sem jaz to dobil. Ker recimo, mi tudi preko naših prednikov dobimo določene zapise, ki se v bistvu na ta način, ki sem prej povedal, se recimo preko, ko smo še embrio, ko dejansko nekje nasledimo določen pogled. Tako da, to je tisto, kar je bilo treba se lotiti. Ampak še predtem se je bilo pa treba lotiti procesov, ki so malo lažji. Recimo, a veste, človek, ki dejansko ne pazi niti kaj je, v bistvu, ki dela kot svinja z mehom svojim telesom, ima zelo velike možnosti, da se kaj zgodilo, ni pa nujno. A veste, in to je zdaj tisto, kar ljudi bega. Pravijo, ta v bistvu dela vse kontra tistega, kar bi mogel, pa je zdrav. Jaz pa delam vse prav, sem pa bolan. No zdaj pa tisto, kad se pa potem obrneš nazaj, kad so prej že moje žene tudi govorili o astrologiji, lahko da si že z prejšnjega življenja določene stvari prinesel seboj in se bojo mogle določene zgoditi. Določene stvari. In najbolj pomembna stvar pri vsem tem je, ki so prej tistih 5 stopenj, a živi svoje življenjsko poslanstvo pa ne. Meni je fascinanten, da večina ljudi ne pride nikoli do te stopnje, da bi sploh šel k enemu profesionalnemu astrologu in zvedel, kaj je njegovo življenjsko poslanstvo, kaj je njegov severni karmični vozel. Se pravi, kar nekje upamo in da bom nekje slučajno nekje odkril, kje, kaj in kako, ne. Boris, ne bova še čisto zaključila, po glasih boste še malce ostali v moji družbi, pogledala si bomo še eno glasbeno točko, potem pa za naše gledalce naredila eno tako lepo skupno misel. Čeprav v glavi se mi poraja še en kup vprašanj, verjamem, da tudi našim gledalcem, ampak verjamem pa tudi, da tukaj le notri najdemo ogromno odgovorov. Je tako? Ja, jaz sem prepričan, no. Zdaj bom pa jaz tale čas izkoristila za tisto vprašanje, ki je po moje najpomembneje in ki tudi vaše najbolj zanima. Boris, kako ste torej pozdravil svojo bolezen? S čim? Kako ste se tega lotil? Ja, temeljni korak je, da sem prevzel odgovornost za svoje življenje v svoje roke. To pomeni, da sem dejansko, seveda sem sodeloval in s klasično medicino in z alternativno, absolutno, bom rekel holistično, ker za mene je najboljše, da je zdravnik klasične medicine svoj zdravje nadgradil še z alternativno medicino, se pravi celostno. Tako da v bistvu, ko sem prevzel to odgovornost za svoje življenje v svoje roke, sem točno vedel, da bo treba fokus in nekomu verjamem, v kaj verjamem. In jaz sem verjel, da v bistvu še vedno verjamem, da recimo z kvalitetno hrano, s kvalitetnim zdravjem, točno določenim, da v bistvu lahko najdeš tisto pravo pot. In tako mi je prišla na pot Gersonova terapija, to ima nekje največ naravnih ozdravitev raka v zadnjih 80 letih. Dr. Gerson je bil genij in se pravi, komu verjeti, na knjigi pisal 60 Years of Proven Success, se pravi 60 let rezultatov dokazanih, in celo Nobelov nagrajenec, dr. Albert Schweitzer, tudi zdravnik, je rekel, da je bil dr. Gerson eden izmed največjih genijev v zgodovini medicine. In to je definitivno bilo, komu verjeti, pa v kaj verjamem, se pravi, da je bilo to. Torej sem se lotil te terapije
In rezultati, se pravi, govoriva po operaciji. Moram še povedati, da sem vmes imel operacijo. Pač, da sem doživljal tiste na onkologiji, da se mi stanje poslabšalo, da so maligni markerji spet začeli rasti in sem vedel, da moram nekaj narediti, drugače bom umrl. Se pravi, po operaciji ni bilo dobro. Sem doživel hmal kolaps in tako naprej. No, ko sem v bistvu, se pravi, popolnoma sem spremenil način življenja. Ta prvi ga nisem hotel, ampak pri tej terapiji cel dan nekaj počneš, se razstruplaš, ne bi našteval vse na spletni strani gesonterapija.si je zelo jasno. Ne? No, potem, ko sem se nekje kupil nekaj časa, sem se pa začel obračati vase. Se pravi, začel sem se, to je pa tisto, ko sem rekel, da smutijo začneš. Smuti dražji. Dražji, praska, ja. To bo kivi. To bo kivi, ja. Tako da, potem sem dejansko začel analizirati svoje, v kaj verjamem, na kako verjamem, predvsem pa te procese. Se pravi, moj pogled nase, pogled na druge, pogled na svet. Obrnil sem se vase. In ko sem začel te globine odkrivati, tle se je pa toliko tega odgrnilo, no, da dejansko ti procesi, ko sem videl vse te komplekse, ko sem videl vso zagozdeno, zablokirano energijo, ker, a veste, recimo, veste, da podnaslov je, kako sem s pomočjo starodavnih modrosti, najnovejših znanstvenih dognanj pregnal največjo krizo v svojem življenju. Ja, in ravno v tem je poanta, da dejansko takrat starodavna znanja govorijo, da smo mi energija. In dejansko pa, ko sem prej omenjal, da hrana lahko kontroliraš, kaj piješ, kaj ješ, ampak malo težje se pa razstrupljati na nivoju misli. Te procesi, na tako imenovani kvantni ravni, na energijski ravni. In ko sem videl, kje imam vse zablokirano energijo, recimo v določenih dogodkih v otroštvu, recimo v knjigi so opisani, recimo zelo močni dogodki, ki so bili, koliko energije je še vedno zagozdene tam, ne? Ker konkreten primer, jaz sem zdaj tukaj, ne? Ampak lahko sem jezen na nekoga, ki je recimo za ta moment v Avstraliji. In ko se jaz zjutraj zbudim, pa če sem na več ljudi jezen, recimo primer, ali pa ne moram odpustiti, ali kakorkoli, imam jaz na tem nivoju toliko in toliko energije, življenjske energije se mi odliva vsak moment na različne konce sveta. In jaz sem dejansko mogel to energijo ta prvo ozavestiti, ki je vsa ta moja energija razpršena po vesolju, in potem sem mogel pač te kode sprožiti, dekodirati sem mogel, se pravi, te blokade, energijske blokade sem mogel sprostiti. In teh dogodkov, tega je bilo toliko, to je bil velik projekt. No? In potem sem globje in globje dostopal do teh ravni. In ko sem prej rekel, da je 95% je nezavednega, 5% je tisto zavedno. Ne? In te nezavedni procesi so milijonkrat močnejši. In ko sem jaz začel dostopati do teh nezavednih procesov, se mi odprla nova dimenzija. In moram reči, ko sem doživljal določene stvari, ko sem začel, imenujem v knjigi, lupljanje čebule, ker ko lupaš čebulo, če je dobra, jokaš, ne? Ja. Ko so se take močne travme začele sproščati, ki si jih sploh nisem zavedel, ki sem jih podlačil nezavedno, sem jokal kot dež. Če se zdaj predstavljate tega mačota, športnega, razvidega, močnega, hitrega. Kakšen ste še zdaj? Ja, se aktivno ukvarjam s športom zelo rad in to bo tudi ostalo, ne? V glavnem, in ko sem začel, moram reči, ko se je začel topiti to meni, ta let in v bistvu, ko sem dostopil do teh nezavednih vzorcev, ko sem občutil, recimo z očetom sva imela, škoda, da nimava časa, da bi te stvari lahko povedal, kaj je bilo, ampak... Mama še 2 minutki. Mama, ok, greva hiter. Moj oče je bil svetovni prvak v tem, da se je skregal takoj z vsakmu. Glede to, da je prinesel močen komples, on je bil dolenc po rodu, ne? Ni več, je že pokojni, ni več med živim, govorimo o fizični ravni. Glede na njegove komplekse, kamorkoli prišel, bil je navaden delavec, je od vsakega hotel vedeti več. Skratka, je bil najbolj pameten na tem svetu. On se lahko z doktorjem znanosti in fizike pogovarjal, ni pojma o fiziki, on je njega hotel učiti. Ne? In logično, da je imel posod konflikte. Ne? Skratka, svetovni prvak se je takoj skregal. In jasno, da zaradi tega smo bili velikrat kot družina, jaz kot otrok edinc sem bil velikrat osramočen. Tako sem jaz doživljal ta svet. So rekli, pogled na se, pogled na druge, pogled na svet. In vsak ima svoj unikaten pogled na to. Ne? In jasno, ko sem jaz to doživljal, mi je bilo vedno sram njega in vedno me je usmešil, tako sem jaz to doživljal. In dejansko, če te je sram svojega očeta, če si, pa veste, da je tukaj ena velika travma, ena velika blokada. In dejansko tudi nisem potem ločil, ko se odmakneš, ko greš iz stopnje 1 žrtve, ker smo bili žrtve, v stopnjo 2, ko se postaviš zase, se potem tudi postaviš proti svojemu očetu, recimo v tem primeru. Ne?
In potem sem skozi te faze prišel do stopnje 3, 4 in 5, ko sem prišel v harmonijo spet in ko sem začutil, da, lejte, mogoče sklep naj tale. Po operaciji sem malo prišel do faze, da sem umiral. Jaz sem bil 5 do 6 mesecev med življenjem in smrtjo in sem umiral. Ja. In v bistvu, ko sem videl, zdaj pa temu mačotu ne bo ratal. V enem momentu sem rekel, ok, zdaj tokrat ne bo šlo. In takrat sem sprostil vse skupaj. Sem rekel, ok, če je prišel čas, da odidem, bom pač ušel. Da se sprijaznil. Sprejel sem, ne smo prijaznil. Sprejel sem in sem rekel, pač naj se zgodi. In kaj se je takrat zgodilo? Takrat se je zgodilo, da se ko v ameriškem filmu se mi je vse odvil za nazaj. Mislim, ne kot v ameriškem filmu, se mi je odvil nazaj in sem vse videl in takrat sem dojel, da je vse popolno. Da se vse zgodi, koliko se more zgoditi. In da je ta moj oče bil čudovita izkušnja, da mi je dal največ, kar mi je mogel dati. Takrat se je sprosil ogromno ljubezni, blokade so se sprostile, to je bil samo en od segmentov. S to lepo mislijo bomo danes morali zaključiti. Hvala, ste bili v naši družbi. Hvala vam. Moramo hitro posloviti. Lepo se imejte, jutri bo z vami že Jasmina in pa seveda lep tale praznični dan.